Lep pozdrav, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v današnji odprti temi. Univerza v Novi Gorici je zelo močno vpeta v izobraževalno življenje tega dela naše dežele in danes vam bomo predstavili eno od fakultet, ki deluje v okviru te univerze, in to je Poslovno-tehniška fakulteta. Zato je z menoj dekanja te fakultete, gospa Tanja Urbančič, profesorica doktorica Tanja Urbančič, kot rečeno dekanja Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici, in seveda profesor, oblikovalec, akademik, gospod Oskar Kogoj, ki je tudi del te fakultete, o tem, kako in na kakšen način pa v nadaljevanju. Morda za začetek, da bomo vedeli, o čem govorimo, od kdaj Poslovno-tehniška fakulteta in zakaj pravzaprav, ter kako delujete? Poslovno-tehniška fakulteta je ena od 7 fakultet in šol na Univerzi v Novi Gorici in na njej je možno študirati na študijskem programu gospodarski inženiring na 1. in 2. stopnji. S študijskimi programi v tej smeri smo pričeli že pred 10 leti. Takrat je bila univerza še politehnika, pod tem imenom jo marsikdo še zdaj prepoznava. In takrat smo izvajali program, ki se je imenoval Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov. No, potem smo z leti ta program prenovili, ga tudi uskladili s bolonjskimi smernicami in sedaj ga izvajamo pod imenom gospodarski inženiring. Ta fakulteta je po številu študentov največja na univerzi, študentov je okrog 250, približno 50 od tega na 2. stopnji. Na 1. stopnji so študentje večinoma iz regije, gledano širše. Na 2. stopnji pa imamo kar nekaj študentov, ki so se odločili za naš program, čeprav prihajajo kar precej oddaleč, od Kranja, Krškega, Slovenske Bistrice in podobno. Tako da presegamo lokalne okvire in želimo ponuditi naše programe čim širše. No, za programe fakultet Univerze v Novi Gorici je znano tudi to, da so zelo praktično naravnani v tem smislu, da so študentje lahko zaposljivi po diplomi. Kaj pravzaprav ponuja vaša fakulteta oziroma kaj lahko ti študentje potem, ko diplomirajo, počnejo? Res je, zaposljivost diplomantov je ena od točk, ki jim univerza in seveda tudi naša fakulteta posveča izredno veliko pozornost. In če lahko povem konkreten podatek za diplomante naše fakultete, zaposljivost v 6 mesecih po diplomi je več kot 90%, kljub tem časom krize, v enem letu po diplomi pa že več kot 95%. Zdaj to seveda ne pride samo po sebi. En od pomembnih elementov tega uspeha je zagotovo zanimiv in praktično naravnan študijski program, ki ga kot takega seveda prepoznavajo tudi delodajalci. Drugo pa je seveda to, da fakulteta ves čas skrbno neguje odnose s podjetji, zlasti preko praktičnega usposabljanja, ki ga študentje obvezno opravljajo v zadnjem semestru in ki smo ga res zastavili s posebno pozornostjo, tako da poskušamo čim bolj prisluhniti potrebam podjetij. Ta podjetja se v zadnjem času tudi že sama javljajo s svojimi temami, problemi in željo, da bi sprejela naše študente in kasneje tudi diplomante. Tega smo seveda zelo veseli. Seveda vpisujete študente tako na rednem kot izrednem študiju, je tako? Izredni študij smo nehali vpisovati, to je bila zavestna odločitev univerze, tako da v bistvu zdaj samo še ti, ki so že vpisani, bodo zaključili. Opazili smo pač velika nihanja v interesu iz leta v leto in ocenili, da smo verjetno bazen tistih, ki so želeli to študirati, pa iz kakršnega koli razloga tega sproti niso, da smo ga nekoliko izčrpali, tako da smo se odločili dati večjo pozornost rednemu študiju.
drugi stopnji, ki smo jo takrat tudi vpeljali. Je pa druga stopnja organizacijsko pripravljena tako, da jo lahko obiskujejo tudi študentje, ki so sicer zaposleni. Predavanja na drugi stopnji so popoldan. Seveda študij je zahteven ob službi, tako da ti študentje mogoče rabijo nekoliko več časa, razumemo njihove obremenitve na obeh koncih, ampak z voljo se da veliko. To kažejo tudi primeri študentov, ki so uspešno zaključili in tudi gradijo lepe kariere. Čisto konkretno morda, da si bodo naši gledalci lažje predstavljali, katera so ta znanja in kaj ti ljudje oziroma študentje po diplomi znajo in zmorejo opravljati v podjetjih. Gospodarski inženiring pokriva celo paleto znanj. Že po sami definiciji je to izredno interdisciplinarna zadeva in to se odraža tudi na študijskem programu. Gospodarski inženirji delajo na stičišču sodobnih tehnologij in podjetništva, tako da v bistvu obvladajo tako osnove številnih inženirskih ved, kakor tudi vse, kar je potrebno, da podjetje uspešno posluje v ekonomskem, organizacijskem smislu, tudi v smislu dela z ljudmi in podobno. Tako da, če pogledate, naš predmetnik je izredno pester in posledično so naši diplomanti usposobljeni enega močnega povezovalnega dela v podjetjih, kar pride v poštev tako v velikih kot v majhnih podjetjih. Dostikrat smo soočeni s problemi, kjer ni zadosti, da se jih pogleda samo z enega vidika. Svet je danes tako kompleksen, da malo katero resno zadevo lahko en sam človek spelje od začetka do konca. Pomembno je, da se znate pogovarjati z ljudmi z drugih strok, z ljudmi, ki vidijo stvari mogoče drugače, z drugega vidika in vse to povezati s ciljem, da se problem konstruktivno reši. In tega tudi naših študentov navajamo, reševanja konkretnih problemov, na tem je ogromno poudarka. Tako da, če ste me vprašali, kaj potem naši diplomanti dejansko počnejo, tipično se zaposlujejo v tako imenovanem srednjem menedžmentu. So vodje proizvodnje, vodje komerciale, ukvarjajo se z logistiko, z računalniško podporo raznim procesom. Naloge, ki jih opravljajo, so na primer snovanje raznih razvojnih strateških načrtov, potem analiza in optimizacija proizvodnje. Res zelo širok spekter, recimo potem tudi optimiranje prodajnih učinkov in podobno. In tudi delodajalci, od katerih poskušamo dobiti povratno informacijo, jih opisujejo kot zelo iznajdljive, ravno zato, ker so slišali toliko različnih zadev, pa ne samo slišali, dejansko te stroke navajajo tudi na različne načine mišljenja in pogleda na probleme, ki jih rešujete. Inženirski pristop je nekoliko drugačen od ekonomskega in dejansko znajo prilagoditi vidik, zorni kot, poslušati tudi druge in nekaj konkretnega potem narediti. Torej, gre za prepletanje nekih ekonomskih, organizacijskih znanj s čisto tehničnimi, tehnološkimi, kaj ne? Neka nova kombinacija. Prej smo imeli dva človeka, ki sta obvladovala vsak svoje polje, zdaj pa ste vzgajate nekoga, ki združuje vsa ta znanja, če sem prav razumela. Seveda pa se med tistimi, ki oblikujejo potem ta znanja in pomagajo posredovati znanja, znajdejo tudi takšni, kot ste vi, gospod Oskar Kogoj, oblikovalec, sicer, če rečemo danes Oskar Kogoj, si zamislimo vaš dizajn, ne, se nam naslika pred očmi, ampak vendarle delujete kot profesor na poslovno-tehniški fakulteti. No, sem pred leti spoznal Politehniko, Guido Bratino in predsednika, današnjega predsednika, in smo se precej pogovarjali, kaj bi bilo možno. No, ker prihajam pa tudi že iz neke
posebne izkustva iz Benet, kjer sem učil 2 leta na Mednarodni univerzi za umetnost za Tobijo Škarpo in še prej kot asistent na najbolj znani šoli za industrijsko oblikovanje, ki je bilo po Bauhausu. Nas je zanimalo, mogoče kaj bi bilo pa tukaj v našem praznem prostoru, v Evropi, kaj bi bilo možno napraviti. In se je formirala ena skupina, italijansko-slovenska, slovensko-italijanska skupina, ki naj bi delala na enem evropskem projektu. No, gospod Zavrtanik je bil tudi seznanjen in tudi smo ga priklicali k sodelovanju, vendar konkretno je treba začeti z niča. In začeli smo tukaj kot Politehnika raziskovalna naloga na prvi stopni. Seveda moja želja je, ko sem spoznal dekanjo, potem sem rekel, želja je pa, da gremo na višji nivo, ker v tako kratkem času je težko nekaj velikega opraviti. No in zdaj moram reči, da že druga generacija zelo krasnih študentov, ki so v kratkem času, posebno zadnja generacija, v 30 urah, dobro, oni so veliko več časa zapravili, izdelali konkretne izdelke, presenetljive vrednosti v tako kratkem času, prav zaradi tega, ker vsak od teh posameznikov ima že neko znanje. In to so različna področja, ne? Od poskus umetnosti pa do tehnične inovacije, tehnološke inovacije. To se pravi, znanost vključujemo absolutno, ampak sprašujemo se, kaj je pa nad znanostjo. Potem so pa tukaj, koliko se je dalo vključiti vede, pravzaprav vedsko znanje iz ved, antičnih ved. No, mi Slovenci imamo tudi vede kot beseda, to se pravi, da so naši predniki poznali, kaj so vede, ne? Seveda ne gre brez duhovnega komponenta, to se pravi, odpreti srce. Kako naj jaz odprem srce tem fantom? To je zame bil največji problem. In moram reči, da tudi nisem neke noči spal, ne? Kako, na kakšen način? No, seveda, sistemi so. Malo s hecom, malo zares, malo z ljubeznijo. To sodelovanje z nami neke vrste sprostitev za študente, ne? Ja, najprej gledajo čudno, ne? Ampak zato, ker so vsi inženirji že nekaj opravljajo. In jaz, rekel, sem začel tako malo s hecom, malo zares. Vedno je bila pa resnica tista, ki je prva, ne? In naš princip je iskanje 5 človeških vrednot v današnjem času. Resnica, pravilno delovanje, mislim, ljubezen za vsa živa bitja, mir in nenasilje. In dejansko oni, sem rekel, dejte poskusiti vsako nalogo začeti s temi pravili in boste imeli velike rezultate. No, moram reči, da potem so se tako navdušili in danes popoldan bodo tukaj rezultati, ker presenetljivo veliki rezultati za tako kratek čas. Seveda s tem, da imamo veliko sponzorjev, tudi Iskra je sponsor razvila 2 študenta. Potem pa moram povedati, na področju stekla je Rogaška Slatina z gospodom Šenjem tudi financirala razvoj in bodo konkretni predmeti so tukaj vidni. Torej, brez tega konkretnega sodelovanja z okoljem, ki dejansko nekaj producira, je v tem smislu zelo težko delati, ne? Ma poglejte, vsaka resnica ima skrito, kaj je skrito za tistim predmetom. In en predmet, ki je vrhunski, tudi ni važno, kdaj v kakšen čas je nastal, ima svoje duhovno sporočilo človeka, kot človeškega bitja. Ima tudi tehnologijo, zlasti recimo steklo, ne? Vemo, da prvo steklo obsidijana je bilo vulkansko steklo. Jaz sem tudi jim pokazal. Zdaj, ko tukaj imate eno naravno steklo obsidijano, ki je vulkan napravil v Mehiki, drugo je pa umetno človek napravil. In so nekateri po intuiciji, se je že toliko naučil, da so točno vedeli, kaj je umetno. Umetno steklo se kuha 6 mesecev, se peče. To je recimo Špilimberg, zelo znana šola, rimska šola in tudi slovenska šola, mozaika. No, hočem reči, intuicijo moramo razvijati, to je naš občutek, ne? Ki je del, potem drugi del je pa del racionalnosti, tega, kar mi moramo mentalno razviti. In tukaj seveda ta univerza ima cilj postaviti najviše cilje, tudi v tehnološkem smislu, ker danes smo v enem času ene velike preobrazbe. To se pravi, smo v tehnološki preobrazbi. Danes nam manjka tehnologija, da bi presegli. Nam manjka pa tudi spoznanje, da človek je božansko bitje. In zdaj, kako to? To je zelo težko.
Če smo recimo razvili 20.000 let samo racionalnost, intelektualnost, smo pozabili na srce. Ampak recimo iz naše kmečke kulture je moj nono vedno rekel, kjer ni ljubezni, mene ni. Bi rekel še nekaj drugega iz kmečke kulture. Pravi, nobena stvar se ne premakne brez ljubezni. In to je osnovno načelo tudi te univerze, kot take na različnih področjih. In mislim, da je kar za pohvale vredno, da jaz rečem, da jutri bo ta univerza se razvila v Evropsko univerzo, tudi za umetnost, ampak tudi za tehnične vede. Ker imamo možnost, da prav v ta kraj, kjer je rekel nekako mrtev prostor med Italijani, Slovenci in Nemci, ki je se že pred leti razvila tudi največja tehnologija, takrat recimo v zvezi z Rusijanom, da se danes ponovno, ki je prazen prostor, ponovno nekaj rodi. No, Umetniška fakulteta za umetnosti je tudi del Univerze v Novi Gorici, ampak v okviru poslovno-tehniške fakultete gre pa za dizajn. Ja. Kje pa je meja med umetnostjo in dizajnom? No, mislim, obstajajo, rekel, ne obstaja nobene razlike med vrhunskim izdelkom, ki ga industrija izdela, ali pa ročno, ali pa med čisto umetnostjo. Danes, današnji čas je, rekel, krizni čas. Danes umetnosti ni, prave umetnosti. Ne bi se smeli uporabljati besedo umetnost. Gre vse samo za dizajn? Ne gre, mislim, človeštvo je v krizi. In proizvod, pogledajte proizvod, kaj je. Tam je rezultat, ni rezultata. Če pogledamo renesanso, katerikoli umetnika iz renesanse pogledamo ven, katerikoli ime, Giotto ali pa Leonardo, Michelangelo, oni so resnični umetniki. To so neka pravila Evrope, to ni vzhod prinesel, to je evropska civilizacija. Sloni na starih etruščanih venetih, ampak danes naši proizvodi so sramotni. Torej tudi dizajn ni več. Tudi dizajn je zgubil svoje, se je pa hitro zavrtel. Je pa vaša naloga v okviru te fakultete, da to prebudite in vzbudite občutek oziroma priučite občutek v študentih za to, kaj naj bi počeli. Postavili so tudi eno veliko vprašanje v tem seminarju in so se bali, da bom jaz rekel, da danes je umetnost. Jaz sem rekel, danes umetnost ni. Pokažite mi en dober izdelek, ki je primerljiv z zgodovino umetnosti. Ga ni. So neke svetle točke, ker je tudi zelo težek čas. Za danes mlade je zelo težko. Ker so veliko plasti, danes je potrebno veliko plastnega znanja. Tudi raziskovalci, oni ne morejo samo z eno znanostjo, morejo večplastno znanje. Tudi arheologi ne morejo več delovati, če ne razumejo, zakaj je tisti izdelek nastal. In nastajajo nova arheologija, nova znanost nastaja, postopoma, počasi. Torej, gospod Kogoj je del tistih, ki vzgajajo oziroma izobražujejo mlade študente na vaši fakulteti. Kako pravzaprav sestavite ta profesorski zbor? Ja, naše prvo vodilo seveda je kakovost. Naše ambicije so zelo visoke in ne moremo jih speljati brez res prvovrstne ekipe. Tukaj moram pa prav posebej poudariti, da ko se odločamo za sodelavce, nam ogromno pomeni ne samo recimo akademski dosežki, ampak tudi preizkušenost v praksi. Med našimi sodelavci so vrhunski akademiki, so pa ravno tako vrhunski praktiki iz podjetij, so direktorji inštitutov, so direktorji tehnoloških parkov, ampak ne govorimo zdaj tukaj samo o funkcijah, govorimo o ljudeh, ki imajo veliko znanj, ki jih res lahko ne iz knjig, ampak tudi iz tega, kar so že naredili, predajajo študentom. Ravno tako pa je za mlade ljudi pomembno, sploh v teh časih, da imajo tudi svetle zglede, da se da z veliko volje, z veliko znanja, z veliko dela tudi zelo veliko lepega narediti. In moram reči, da sem res zadovoljna z ekipo, ki nam jo je uspelo sestaviti. Veliko dajejo našim študentom in profesor Kogoj je zagotovo zgled med njimi. Tu bi rada še dodala, mogoče se kdo sprašuje,
kaj je cilj tega predmeta v študijskem programu gospodarski inženiring. Konec koncev gre za izbirni predmet, ki ima majhen obseg, govorimo samo o 30 urah. Seveda, tako kot je že gospod Kogoj povedal, eden od ciljev je zagotovo vzbuditi ta občutek za lepoto, za resnico, za dizajn. Ravno tako pa se mi zdi pomembno, in to je bil tudi eden od motivov, zakaj smo ta predmet vključili, da se v študentih vzbudi njihova ustvarjalnost. To ni pomembno samo za umetnike, to je pomembno zelo tudi za inženirje, za raziskovalce, za kogarkoli. Mislim, nobenega preboja ni brez novih idej. Ne pomaga samo analitika in raziskovalne metode, potrebno je tudi pobrskati po sebi. Pomembno je tudi, da si to upaš. In mislim, da je zelo pomembno za študente, od katerih si mogoče marsikdo nikoli ni mislil, da bo rezultat njegovega dela en izdelek iz stekla, odločili so se za drugačno poklicno pot, ampak ta izkušnja, da zagledaš pred sabo nekaj novega, kar je plod tvojih razmišljanj in tvojih snovanj, je zelo lepa izkušnja, tudi dviguje neko samozavest, upaš si več, zagotovo v pozitivnem smislu. In zdi se nam zelo pomembno, da to lahko ponudimo našim študentom. Zelo zanimiv je, zdaj smo omenili enega od predmetov, kako je naziv vašega predmeta? Industrijsko oblikovanje. Industrijsko oblikovanje. Tudi sicer, če nam lahko naštejete tiste ključne predmete, ki jih poslušajo, oziroma teme, ki jih poslušajo študentje, da bomo imeli ta občutek, kaj pravzaprav se dogaja pri vas. Ja, kar precej jih je, bom poskusila na kratko. Zdaj bi mogoče začela z drugo stopnjo, ker je tudi predmet industrijsko oblikovanje na drugi stopnji. Za ta program je predvsem značilno naslednje. Imamo manjše število, samo 5 obveznih predmetov, in to so predmeti, ki zagotovijo, da študent dobi to širino, o kateri smo govorili. Ti predmeti so ekonomika za inženirje, uvod v sodobne tehnološke sisteme, potem strateško vodenje podjetja, ker so inženirji rabijo tudi ta repozitorij matematični, tako da imajo tudi izbrana poglavja iz uporabne matematike, in pa seveda danes ne gre tudi brez izbranih poglavij iz informacijskih tehnologij. To so edini obvezni predmeti. Obvezne sestavine so tudi projekti, projektno delo, o katerih bom potem, če bo le prilika, z veseljem še kaj več povedala. Vse ostalo so pa izbirni predmeti. Ponujamo jih 17 in izmed njih študentje izberejo 5 izbirnih predmetov. Predmeti pa ponujajo možnost, da študentje res izberejo v skladu s svojimi željami in tudi poklicnimi potrebami. Če nekoga zelo zanima računalništvo, ima možnost vseh 5 predmetov zbrati povezanih z računalništvom. Če nekoga bolj zanima recimo avtomatizacija, robotika, merilne tehnike, se lahko usmeri bolj ali manj izključno v te. Tisti, ki jih bolj zanimajo te tako imenovane mehke komponente, se lahko odločijo za industrijsko oblikovanje, za delavnico iz poslovnega komuniciranja, poslovno angleščino. Na voljo so jim kot izbirne vsebine tudi lektorati tujih jezikov, tako da res si lahko vsak oblikuje študijski program po svoje na nek način. Tako. Ko sem pa začela govoriti o projektih, to je pa iztočnica, da ponovno poudarim pomembnost reševanja konkretnih problemov. V prvem letniku imajo tako imenovan skupinski projekt, kjer celoten letnik rešuje eno nalogo, pred katero so postavljeni. Ta naloga je iz leta v leto popolnoma drugačna, ker osnovni cilj tega predmeta je, da
se navadijo skupinskega dela, da se navadijo discipliniranega dela z upoštevanjem rokov, z upoštevanjem te skupinske dinamike, opredeljevanja ciljev, iskanja literature, iskanja nasveta pri konzultantih, ki jim jih ponudimo. Skratka, postavljeni so pred nalogo, da dokaj zahteven problem rešijo bolj ali manj sami. In ta samostojnost je kar trd oreh. V bistvu ves šolski sistem je naravnan tako, da bolj ali manj reproduciramo, seveda se to v zadnjem času precej spreminja, ampak še se pojavljajo zadrege v smislu tega se pa nismo učili, joj, dajte nam povedati, kako naj se tega lotimo, kje naj začnemo, kje bomo to dobili. Skratka, ni tako enostavno, kot se mogoče na prvi pogled sliši. Če ilustriram malo še to raznolikost nalog, prvo leto so študentje bili postavljeni pred nalogo, da si zamislijo dva popolnoma nova izdelka iz aluminija. Edino aluminij je bilo tisto, kar jih je omejevalo v njihovi domišljiji, tako da prva faza je predstavljala dejansko generiranje idej. Potem so morali tudi sami te ideje ovrednotiti in se odločiti, katere imajo po njihovem mnenju potencial, in potem so izbrali dve in ju pripeljali nekako do predinvesticijske študije. Kaj to pomeni, ne? To je, kot ste sami rekli, zelo zahteven projekt, ker mora sodelovati skupine. Tukaj se potem tudi izkaže, koliko zmoremo posamezniki delovati v skupini, nekateri vendarle nikoli ne, tega ne zmorejo, so individualisti. Ampak kaj vse naredijo v tem postopku nastajanja tega projekta? Rekli ste do konca, da ga pripelje do investicij, ampak kaj to pomeni? To je zelo zanimivo, kako se te njihove vloge prepletajo znotraj projekta, ne? In kaj konkretno počnejo, ne? Recimo računajo, ne vem, povejte vi, ker to bolje poznate. Ja, v bistvu je bil vsak od teh projektov popolnoma unikaten, tako da tukaj v bistvu po teh nekaj izkušnjah težko že nekaj zaključke povem. Ja. En projekt, ki je bilo, mislim, da šlo za breskove nasade, nekaj podobnega. Ta ni bil na naši fakulteti. Ni bil na vaši? Ne. No, ampak nekaj podobnega, kaj se recimo v okviru neke tak skupinski? Vsekakor je najprej treba zastaviti cilje in že to ni zmeraj enostavno. Problem sprevideti in dobro definirati je tudi že del problema. Potem je seveda treba pogledati, kakšne rešitve podobne že obstajajo, s čim si je možno pomagati, kdo kaj ve o tej zadevi. Treba je primerno razdeliti vloge v projektu, da pač vsak po svojih najboljših močeh prispeva. Potrebno je seveda zelo skrbno sproti spremljati, kaj se dogaja, kako daleč smo prišli, kje imamo težave. Tako da je veliko teh različnih zadev v igri. Recimo lanska skupina je bila tudi izredno uspešna, njihova naloga je bila zamisliti si neko civilno uporabo gorivnih celic in so si zamislili zelo zanimiv gorski bivak, uporaben seveda tudi recimo v primeru naravnih nesreč ali v ekstremnem turizmu ali v raznih raziskovalnih ekspedicijah. Odlično so povezali v bistvu tehnološko poznavanje problematike, potem tudi recimo s pregledom trga in na koncu nam tudi predstavili kot možnim investitorjem, ki so nas skušali prepričati, recimo, da je vredno vložiti tudi denar v tako zamisel. In vendarle gre pri teh projektih za projekte, ki so nadzorovani, se pravi, da so tudi na koncu verjetno izvedljivi, ne, ker naloga pač mora biti zaključena na ta način, ko vas prepričujejo. Pa najdete kdaj tudi koga, ki bi znal v praksi realizirati potem tak projekt? To nas še čaka. Aha. To nam je pomemben izziv, nismo pa tega še uresničili. To je pa naslednja naloga fakultete, ne? Gospod Kogoj, vi sodelujete študenti na drugi stopnji, sva slišala, takrat so že bolj ali manj profilirani, se pravi, tančno vedo, kaj
ali pa naj bi vedeli, kaj bodo in kaj želijo v življenju potem naprej početi. Kakšne so te izkušnje? So bolj sproščeni potem? Tako, oni so že, v glavnem so v službah, inženirji ali pa čakajo službo, ampak v glavnem imajo že svoje izkustvo, ne? Imajo experienco, bi rekli Italijani, to je zelo važno. Izkustvo je tisto, ki nas napravi mojstra, ne? In čeprav so moji, rekel, predavanja zelo abstraktna, vendar vedno imajo nekaj konkretnega. Kako izgledajo vaša predavanja? Mislim, vedno v smislu heca, ampak igranja, bi rekel, ne, ampak vedno je zelo resna osnova in struktura. Ampak recimo, ne vem, od tem, da govorimo, kaj je voda, analize vode in predmet ali pa kozarc, ki spreminja vodo. To je, ki daje močnejšo vibracijo. V naravi to obstaja. In zdaj iz narave prenesemo v industrijo. In izdelki so pripravljeni za tržišče. To se je zgodil čudež. Pravilno vodenje fantov, študentov, ki so zelo inteligentni in pridni. Sami fantje? Tudi dekleta. Recimo, se moram zahvaliti, gospa dekanja mi je ponudila letos tudi asistenta in bil moj prijatelj najboljših oblikovalcev mladih, Toni Kancilja, ki tako zvesto in potrpežljivo z dušo sodeluje, tako da bi omogočal, da je prišlo tudi do takih rezultatov. Ampak recimo, ne vem, konkretno danes popoldan bodo predstavili konkretne naloge pred javnostjo. Ja, v teh dneh se zaključuje ta... Danes popoldan se zaključuje. No, če jaz govorim, da obstaja neka možnost v industriji, recimo, pa da povem, da sem imel priliko dizajnirati za slovensko tovarno v Italiji oblikovano pašto, potem danes zvečer bodo to pašto preizkusili in potem jim povem celo pravco nazaj, kako je to nastalo. In takih resničnih izkušenj je ogromno in oni vidijo, da tudi se vidijo tudi oni v nekem uspehu. In to je važno. Pa so oni že zelo povezani tudi z nekimi proizvodnimi procesi pri svojem delu? Oni so v proizvodnih procesih, nekateri v tehnoloških, recimo super, tudi nanotehnologija, to, kar danes je na tržišču. Seveda jaz sem poskušal odpriti tudi tiste tehnološke ali pa tiste vrednote, ki so, tudi ki šele nastajajo, ki sicer ima NASA, recimo to dokazati, da vsaka dobra oblika je tudi zdravilna. Mi bomo jeseni imeli eno predavanje o teh problemih, oziroma kaj je naravni predmet, kako vpliva na vibracijo, kako pravzaprav, to je znanstveno že dokazano, dobra oblika spreminja vibracijo in vpliva pozitivno na naše počutje. Mislim, da Slovenci že precej poznajo tega, kaj je pranoterapija, kaj so vede o mineralih. Vključujemo stvari, ki so tako avangardne, da na drugih univerzah se tega ne uči. In seveda potem povlečemo ven vse stare modrece, Platona, Aristotela, rečem v zadnjem času Saibabo, tudi delno, tisti, ki tega zanima, odkrivamo to, kar se danes dogaja. Torej vključujete filozofijo v oblikovanje? Ja, znanje o človeku, znanje naših mojstrov. Na moji profesori, kdo so bili, zakaj so dobri, kako so, recimo, jim razložim, koliko je možnost in čas, vem, da zaslutijo, da govorimo resnico in potem oni začnejo recimo potem raziskovati in ko ugotovijo, da je to res, potem se sprosti ena močna energija in začnejo verjeti v sebe in so rezultati tukaj. Seveda moram reči, da prav proti zadnjem projektu je naša dekanja zelo sodelovala tudi direktno, čeprav ona nima veliko časa, in da je spodbudila te fante, neverjetno, te študente. No, spodbudili ste jih absolutno. Ne, ampak je koordinirala, tako da so že neki rezultati, ki so svetli in so tudi na primer. To je verjetno tudi cilj vsega tega, da pride do nekih konkretnih rezultatov, da tudi prepoznavajo ti študenti na prvi in drugi stopni neko svoje konkretno mesto svojih znanj v okolju. Kaj ne, to je verjetno cilj. Če lahko dam še en zelo lep primer, ki nam je v veselje. Zdaj 2 tedna nazaj smo imeli finalista, študenta na tečaju za najboljši podjetniški načrt Primorske. To je bil študent 1. stopnje, 3. letnika. Zgodba se mi zdi zelo lepa, ker je uspel v tej svoji ideji združiti svoj velik talent in svojo ljubezen do glasbe, s podjetniškimi znanji in dejansko je na poti, da uresniči to, kar si dejansko najbolj želi.
To, da smo mu kot šola lahko pri tem pomagali, je zopet ena od takih lepih zgodb. No, kar nekaj tudi na drugih fakultetah v okviru Univerze v Novi Gorici, kar nekaj takih študentov je, ki s svojimi projekti že v času študija izstopajo in zmagujejo na nekih natečajih, torej se vključujejo vse to dogajanje, bodi si na znanstveni pa zelo konkretni bazi, kaj ne? Res je. Teh študentskih priznanj je že kar lepa bera. Precej odmevni so bili uspehi študentov vinarstva in vinogradništva tudi v svetovnem merilu. Ne bi niti vseh naštevala. Je pa tako, da pravzaprav ta znanja, če lahko povezujete fakultete tudi med seboj, ne? In lahko recimo vaša fakulteta nadgradi tisto, kar recimo izdelajo in pripravijo na fakulteti za vinogradništvo recimo in vinarstvo, z eno lepo steklenico, ne? No, mislim, to je absolutno, ne, to je možno, gotovo. Sploh vino kot pravi pojem. Vi imate te izkušnje za to? Ja, imam. Seveda, problemi so te, ne, so svetovni problemi. A je vino naravno, ker mi gojimo to temo natura design, ne, narava, ne. In to je pa zelo težko še doseči, ne. Ker danes glavni problem je okolje, ne. Mi smo uničili biosfero, ne. Mi uničujemo vodo, izvir in to so glavni problemi človeštva za jutri. Pa tale vaš natur dizajn poskušate upeljati tudi na... Absolutno so to bazilarna predavanja. Kako je pomembno za človeštvo? Ker ne glede na turbokapitalizem, ki danes nastaja, da se ti ljudje bodo mogli spremeniti mišljenje, bodo mogli se zavedati pravzaprav kaj, da mi smo nesrečni, ki živimo v takem obdobju, najnižjem obdobju možnem človeštva vseh časov. Ampak oni prihajajo v čas, ki se bo spremenil, kot vi pravite. Ja, zlato obdobje prihaja, ne. Prihaja, mi smo konkretno delamo zelo male stopničke, konkretne stopničke in to so potem, to je odskočna deška za tudi kakšne večje projekte, ne. In prav Slovenci, ki je malo številčen narod, ima tako veliko kulturno dediščino, zlasti zapisano v svojem lastnem jeziku, in tako lepa dežela in tako lepa možnost, je potrebno, da se recimo nekaj zgodi tukaj, ne. Prej ste že omenili, da v teh dneh zaključujete ta študij na drugi stopnji, predstavili bodo svoja magistrska dela in omenili ste neke izdelke iz stekla, testenine, konkretno zakaj, kaj so naredili? No, tudi glavni poudarek je vedno kulturna dediščina lokalna. Če je nono ali pa nona, zadnjič pokazujem, što je interes, gojila najboljši teran, on se je spomnil, da bi napravil vrček, bučk po domače. In on je skozi proces kratkega razvoja realiziral tako zarček za teran, ki je edinstven, ki je kraški, ki je domač in ga lahko ponudi na tržišču. To je iz stekla? To je iz stekla, ja. Recimo, potem so nekateri predmeti tudi iz plastičnih mas, potem so tudi naravni materiali. Zdaj mi pride na misel prav in naša študentka je pa tako bila zelo tiho in skromna, ampak je napravljena stvar zelo genialno. In sicer en tapet, na katerem so naravni kamni na poseben način postavljeni, zato da zjutraj, ko se umivaš, hodiš po tem tapetu in se masiraš. To je znanje agopresure, agopunkture. To je tepih. To je en tak tepih, ki je naraven in vemo, da biti bos v kontakt z naravo, to je nekaj nevredno. Ne se je to prisvetlo in je že pripravljeno za proizvodnjo. Seveda jo bodo kopirali, ampak zanimivo, ne? Zanimivo. Ja. Kakšne testenine je eden od študentov? Ne, to sem pa jaz oblikoval. Aha, to ste vi oblikovali. Jaz sem povedal štorijo, ne, ki je zelo zanimiva zgodovina. Vi imate točno testenine, ja. Ja, mislim, zdaj je zanimivo, recimo tudi v Italiji se ne dogajajo veliki premiki, čeprav vemo, da je pašta najbolj množična prehrana. No, in zdaj oblika je tudi energija, ne. Vemo, da prihaja sicer kultura pšenice iz starega Egipta, ampak Italija je polna tega. Če danes gledamo, smo tik pred žetvijo, ne, so neverjetna poljana, polna tega in znajo tudi to transformirati. Vendar niso vse oblike idealne. In mi smo poskušali z mojim prijateljem Stibiljem oblikovati eno tako obliko v obliki kozmičnega srca in v obliki cvetlice
In danes bomo preizkusili to. Ne? In deluje, smo že v Zagrebu na veliki razstavi. In kako to potem si težko predstavljamo? Meni je popolnoma morate preizkusiti. Oblikovanje testenin, ki jih pojemo. Se vam zdi to zanimiva Vsekakor. ideja? Ste poskusili te testenine že? Ne, ampak čakam na priložnost. Na priložnost boste imeli. Mi smo že nekajkrat preizkusili, zdajnič smo imeli razstavo Fabjaničko v Zagrebu. Kako delujejo? To mi povejte. Deluje, manj poješ in večjo energijo dobiš. In pranska energija se na obliki jo sprejme. Enkrat so mogli biti kuharji res svečeniki. In to sem pa jaz dobil iz moje kulturne dediščine, ker tudi jaz osebno sem praščar. Poznanje, kako se predela neko meso. To so stara znanja, antična. Je veliko duhovnosti noter, skritega. Torej potem, če to vrstne taki obliki testenine jemo, jih pojemo manj in več energije se iz po njih. občutku manj in bolj kvalitetno živimo. To je tudi proces, hrana je tudi zelo pomembna. Če mi smo, kar damo noter, to smo mentalno in duhovno in fizično. Veste, kako smo preveč materialno usmerjeni. Jaz bi, recimo, če bi imela Kogojevo pašto, bi rekla, to je pa škoda pojesti. To je prva faza. No, potem je še priložnost za nas. Kdaj? Kako vi gledate na te izdelke? Ste videli, kaj so študenti pripravili? Ja, včeraj sem imela priliko, da sem odvila ta paket, ki je prišel iz Rogaške, tako da zaenkrat sem videla samo te izdelke, ki so iztekla in moram reči, da sem bila prav ganjena. To je res lepo. Ko ste snovali program pred mnogimi leti, ste si zamišljali, da se bojo te stvari na ta način udejanjale? Takrat, na začetku. Veste kako, ko človek začenja nek projekt, seveda ima neke vizije, neke želje in imam srečo, da delam v okviru univerze, kjer se te vizije sklapljajo z vizijami, ki sem jih imela tudi sama. Tako da v tem okolju imamo vso podporo, da delamo res stvari, v katere verjamemo. Kaj pa študentje? So primorski študentje takšni, da so, kot pravimo, malo smo mediteranci, pa smo mogoče vodljivi bolj ležerni v tem smislu, da smo dojemljivi za nove zamisli. Kaj pravite vi? Kako nas gledate? Kako gledam? To je pa kar težko vprašanje. Zdi se mi težko posploševati. Tudi študenta vidimo vsakega kot posameznika, tako da bi res težko odgovorila. Mogoče gospod Kogoj. Ja, mislim, to je normalno, vse Slovenija imate regije in dejansko so zelo samosvoje in so skupne. Mediteranski človek, mi pripadamo temu, vsaj del, smo na robu Mediterana in tukaj so se zvrstile različne kulture, od kultura svile, kultura olja, kultura oreha, kultura kostanja še prej. Zanimivo, da mi smo pravzaprav na prehodu, Porta Barbara, na prehodu med vzhodom in zahodom in tukaj je ogromno talentiranih mladih ljudi. Seveda, tukaj v tem prostoru težko dobijo možnosti, ampak če že grejo v Ljubljano, že Primorci uspejo. Mislim, da je zadnji čas, da se tukaj razvije. Seveda je treba pa velik duhovni preskok in tudi znanstveni preskok. Naprimer, en primer, še nismo imeli ene temeljne naloge. Recimo opekarstvo v Biljah je staro več kot 2000 let. Dokazano arheološko. Zdaj to opekarne ne grejo več. Ampak sem že se pogovarjal s prijatelji. Treba je zdaj to sveto opeko, oziroma to sveto ilovco, ta neverjeten element, imamo najboljšo ilico vseh treh Benetk. Iz tega treba napraviti. Vemo, da ilovca je zdravilna. Pa da ima napraviti sanatorije, kjer se bojo kopali v bazenih 100 ilovcev. Ampak treba je napraviti ten projekt. Razumete, zelo interesant. Treba imeti moč, da se to napravi. In to je treba timsko delo, kot je profesorica povedala. Brez timskega dela ni mogoče. In tudi družba mora se poenotiti, mora ta cilje podpreti, ki so za bodočnost našega človeka. Potem ne bo treba našim otrokom biti tujino. Zdaj vam je dal zamisel za naslednji projekt, mogoče naslednje študijsko leto, začnete s tem? Zelo zanimiva ideja, se bova še kaj pogovorila. Ja, da povem samo eno zanimivo resnično stvar, ki je zelo stara. Pah-Enoh, to je Keopsova piramida, je imela špico iz 150 ton zlata. In takrat so Egipčani poznali formulo, da so iz ilovce delili zlato. Mi še ne vemo tega.
naš profesor ima ključe in počasi jih odpira. Zelo abstraktna zadeva. Ampak niti ne poznamo to veliko piramido. In pri študentih prvo predavanje je bilo to najmanjši dizajn in največji dizajn na svetu. Najmanjši dizajn je bila kroglica, ki je v Tibetu Dalaj Lama, direktno Dalaj Lame, kjer jo 15 dni vibrirajo molitev, ki gre v ta proizvod. In če si zastrupljen, tisto poješ in te reši. Tudi če nekaj slabega poješ. Pa do Keopsove piramide, ki so skrito znanje naših predavnih Še danes prednikov. nismo razvozlali, kako so jih zgradili. Šele zdaj to zlato obdobje bo odkrili. Ampak na pohodu univerz v svetovnem merilu je znanje, ki je v kristalih. Nastala bodo 30 velikih disciplin, ki so potrebne, da mi odkrijemo tisto znanje, ki smo ga pred 25.000 leti že poznali. To je malo abstraktno danes, ampak delujejo tudi znanstveniki že na tem. Pa ne gre to za simbolne? Ne, to ne gre. Gre za resnico. Ampak poglejte, resnica je samo ena. In danes je že toliko teh stvari nenavadnih na zemlji, da tudi to se bo odkrilo. Glejte, kako dobro, da imamo Oskarja Kogoja v bližini, pa bomo morda napredovali, profesorica. Tudi prihaja čas tudi drugih, ki nismo še tako daleč. Ne, vsi smo, samo seveda, moramo prebuditi tudi ljudje moramo živeti, vsakdan ima svoje vsakdanje probleme. Recimo ena mama, da je še v službi, kot naša Nataša, se čudi, kako uspel se to obvladati, koliko žrtev, koliko vsega, in to je veliko spoštovanje. Poslanstvo, to sprejemamo kot poslanstvo. Samo družba mora časi tudi to razumeti in ne razume. Bomo rasli torej v prihodnjih letih, če bomo razmišljali o tem, seveda. No, jaz mislim, da kakršenkoli način že, pomembno je, da se vse potencijale, ki so v naših študentih, v naših profesorjih, v vsakem od nas dejansko razvije. Šole so tukaj zato, da ta proces podprejo z najboljšim znanjem, ki ga lahko ponudijo. In to je lep proces. Jaz sem zelo vesela, da tudi tu gre za poslanstvo, lahko sodelujem. Tudi pri vas gre za poslanstvo, vedno, kadar se dogajajo velike reči. Prej smo govorili o Primorcih, vendarle je Slovenija, cela Slovenija neke vrste ena sama regija in pravzaprav je težko deliti med seboj ta območja v naši majhni državici. Tako da rekli ste, da imate na prvi stopnji zlasti študente z Primorske, ampak to seveda ni pravilo, ne? Ne, govorim samo za našo fakulteto. Populacija študentska, gledano na univerzi, je kar pestra, moram reči. Tukaj lahko tudi omenim, da se bo tudi situacija s študentskimi namestitvami že z jesenjo bistveno popravila. Univerza si tukaj zelo prizadeva, da priskrbi nove kapacitete, tako da je možno računati z izboljšavo tudi v tem smislu. Mislim, da bo jeseni na razpolago okrog 100 študentskih postelj. Je tudi vaša fakulteta odprta za študente iz drugih krajev Slovenije? Absolutno. Da ne bi imeli občutka, da so samo... Za kogarkoli, od kodarkoli, kdor se le želi vključiti in izpolnjuje pogoje. Veliko govorimo prav na tem območju, pa se vrnemo sem, vendarle tudi o povezavah z italijansko stranjo, ne govorimo več o meji zdaj, Kako pa na vaši fakulteti to sodelovanje poteka? Ja, poteka po majhnih korakih, bi rekla, ampak s konkretnimi zadevami. Zelo smo veseli recimo tega, da smo letos lahko v enega od naših predmetov na drugi stopnji vključili tudi nekaj zamejskih Slovencev, ki so preko Slovika izrazili interes in smo se na ta način povezali. Potem pripravljamo tudi mednarodne projekte, seveda, tudi z italijanskimi univerzami, Univerzo v Udinah, in širimo postopoma ta sodelovanja. Meje so bolj v glavah in jih je treba preseči. To, kar ste, to je tudi vprašanje za gospoda Kogoja, ki pravite, da mi delujemo na območju Mittelevrope, kaj ne? In tukaj teh mej ni, ne? Ta prostor je že bil, ne?
Tako da ta prostor se mora povrniti, ne, nasprotno še razširiti. Recimo, jaz sem tudi gospodu Zavrtniku rekel, jaz ti pripeljem najboljše umetnike sveta, 5-6 mojih prijateljev, ki bi prišli sem. Moramo ustvariti pogoje, da lahko pridejo. Pa bodo prišli študenti iz celega sveta, ne samo iz Evrope. Gospod Podreka že dela projekt, potem je Pavšič, slikar Pavšič, Sergio Pavšič, bo imel predavanje, Oskar Keluminovič, drugo področje o energijah. In še toliko drugih prijateljev, ki so bili šolci v Benetkah in tudi vrhunski arhitekti, dizajnerji, pridejo. Samo mora nekaj zgoditi. Mislim, imam trenutno gospoda Roberta Roda, ki je ravno kar pripravil v Sabioneti, to je eno idealno mesto, eno veliko razstavo, kjer deluje 60 umetnikov, jaz sem bil tudi član gosti 19. imam tudi predavanje, eno konferenco na temo Natur Design. Zdaj, ti ljudje prihajajo, iščejo, tisti, ki so pred zgano, tudi če skromno, bomo imeli mi res eno vrhunsko. In tudi, to mi je vedno poudarjam, dr. Zavrtanik postavlja visoke cilje. Hvala Bogu, ker je tudi v atomski fiziki, to se pravi, vrhunska tehnologija je za malo številčen narod. Mi moramo imeti v roki par biserov, tisti, da se svetijo po svetu. To je naš. Če dovolite, med študenti te univerze, zlasti na doktorskih študijih, je že ogromno tujcev. Prihajajo z vsega sveta. Zadnjič smo šteli, iz kolikih držav so in smo bili sami presenečeni. In tudi med zaposlenimi na univerzi, mislim, da je že med 20 in 25% tujcev. In za univerzo je to tudi zelo lep občutek, greste po hodnikih, srečujete zelo različne obraze, slišite različne jezike. In jaz mislim, da je tudi to ena od lepih strani tega okolja. Namreč, delovanje univerz ali fakultet v nekem okolju, kjer imajo dolgoletno tradicijo, je na nek način enostavneje, ker je pač delovanje upeljano. Po drugi strani pa morda ne toliko inovativno, ker je preveč okorno. Torej, tukaj je en manko, po drugi strani pa ena velika priložnost. Kako vi to vidite? Absolutno jo vidimo kot priložnost. To, da vi lahko delate neobremenjeno od enih starih vzorcev, ki jih je treba najprej preseči, da potem ustvarite nekaj novega, je velikanska prednost. To se nam je izkazalo tudi recimo pri prehodu na bolonjske programe, ki smo jih na naši univerzi speljali res brez najmanjšega problema, ker smo si lahko privoščili izhajati iz vsebinskih motivov in narediti program tako, kot se nam zdi vsebinsko dobro. Veliko manj je bilo teh robnih pogojev, koliko profesorjev mora obdržati, koliko predmetov in podobno, če lahko mičkan poenostavim. Skratka, to, da smo majhni, da smo novi, mladi, poskušamo absolutno uveljaviti kot prednost. Seveda pa, tako kot ste ugotovili, prinaša to s seboj tudi določene težave. Marsikdaj je treba veliko več energije vložiti v kakšno zadevo, kjer je pa v kakšnem drugem okolju bolj samoumevna. Tako da zmeraj je eno z drugim. Gospod Kogoj, ta institucionalna znanja, kaj pomenijo za vas? Ali so znanja v nas, ali jih je treba šele z institucionalizirano obliko pridobivati? Slovenija, jaz mislim, da je šla zaradi teh idej po samosvojitvi, vsi so postali doktori. In z razliko naše Goriške univerze, izkustvo je prvo. Doktorat obstaja, ime obstaja, ampak to je važno, znanje je važno. Vse se rodimo z imenom in priimkom. In to je znak pomanjkanja nečega. Je potrebno, ampak je treba preseči, je treba biti realen. Vsak mora nekaj dodati, nekaj prinesti. In danes imamo to zakusko, vsak študent bo nekaj prinesel svojega domačega. Eden bo spekel potico, oziroma hobanco po domače. Ker hoče, da vsak nekaj doprinese na najbolj preprostem nivoju, pa da na najvišjem. In znanstveniki se ukvarjajo, recimo, s kvantistiko,
danes je to bodočnost, ne. Mora nekaj znajti, mora nekaj aplicirati, ne. Drugače to znanje je tudi važno, ampak važno je, da mi preživimo, ne. Zdaj mora biti nekaj koristnega. Potem preživimo. So pa potrebna raziskava, ki tudi ne prinaša rezultatov, ki so pa sama na sebi, lahko tudi del inštitucije, ne. To je Jožef Štefan, ki so potrebna ta znanja, fundamentalna za potem ta aplikacija, ne. Vendar danes je, rekel, naša industrija, naša proizvodnja, danes ni vojne, niso vojni pohodi, da bi nekdo komu kaj ukradel, ampak so industrija, je multikapitalizem tisti, ki krade. Zakaj ne bi raje ustvarjal? Moramo priti do tega, do te zavesti. In tukaj se zdaj lomi ta družba. In brez pozitivnih misli, kot ste rekli, vodoma brez ljubezni, pač ne bo šlo, ne? Misel je pa tako pomembna. Jaz tudi v enem od predavanj pokažem, kaj je misel. Fizično, metafizično. Ne morajo verjeti. Je misel blazno pomembna. Poskusite vi začeti nekaj slabega misliti. Boste videli, kaj teče vse za vami. Kakšna ropotija, bi rekli, kaj je grozno. Poskušajte nekaj pozitivnega. Vse lepo bo prišlo. Tako. In na ta način je treba razmišljati tudi v prihodnje, kaj ne? Kaj pravite? Gotovo pomaga, če imamo lepe cilje, lepe izkušnje. Ja, verjamem. In polno pozitivnih ljudi okrog sebe, kaj ne? Veliko lepih misli vam želim v prihodnjem snovanju. Hvala lepa za vsa ta pojasnila in za obisk. Spoštovani gledalci, mi pa pospremimo tale naš sklep tudi z mislijo, ki jo je ponudil gospod Kogoj. Brez ljubezni vendarle ne bo šlo. Srečno.